Najlepša hvala, gospod Viliju Granda. Neločljivo povezana s prizadevanji za spoštovanje starih staršev v Sloveniji pa je še ena oseba. Vsi jo poznamo. Vedno urejena, čuteča, odločna in jasna, vendar vedno strokovna in uglajena. Seveda, to je naša Metka Zevnik. Prva stara mama Slovenije, predsednica Združenja starih staršev in namestnica predsednika Gibanja za otroke in družine. Draga Metka, komaj čakamo, da nam spregovoriš. Pozdravljeni. Jaz sem strašno vesela, da so se tukaj zbrale kar 3 generacije, mogoče še kakšna 4. Vsi mi, ki smo danes tukaj, imamo radi otroke, imamo radi družine in mislim, da nam je lepo. V čast mi je, da ta tabor posvečamo koroškima dečkoma in njunima starima staršema. Danes, ko sem prišla sem med prvimi srečala babico Marijo in dedka Ivana in neskončno sem se jih izveselila. Franci Prejledonko je rekel, upajmo, da bo ta čim prej doma. Jaz pa rečem, zahtevajmo ponovno, da se otroka vrneta v svoj edini dom. V Gibanju za otroke in družine sem prevzela nalogo biti varuhinja pomena starejših in starih staršev. Saj predstavljamo most med preteklostjo in sedanjostjo. In svojo nalogo bom skušala opraviti po res najboljših močeh z Božjo pomočjo. Pomen starih staršev je pri večini ljudi v naši državi zelo velik. Nikakor pa ne v naši politiki, ki kroji družinsko zakonodajo. Kaj pravzaprav sploh delajo? Takole mi je pisala ena babica, članica Glas starih staršev, iz svoje lastne izkušnje, ko je Center za socialno delo ugrabil njihove vnuke in jih namestil v rejništvo. Takole piše: Stari starši smo vnuke lahko poklicali samo enkrat tedensko, ob 19. uri za 20 minut, kar je veljalo za vse 3 stare starše in za vseh 7 otrok skupaj, ki so bili v 3 rejniških družinah. Z drugo staro mamo sva se domenili, da ona pokliče mlajše otroke, jaz pa starejše. Vsi telefonski stiki so bili ves čas nadzorovani. Rejnik naj bi prisluškoval pogovoru. Z možem sva imela prepoved približevanja vnukom. To pomeni denarno kazen v znesku 1000 evrov za vsakega od naju. Ko stari starši pomagamo otrokom in vnukom, se to zdi vsem samoumevno. Ko pa gre za naše pravice v takšnih primerih, nimamo dejansko nobenih pravic. Ko pišeš varuhu človekovih pravic in na ministrstvo, nisi niti toliko pomemben, da bi ti odgovorili. Tako mi je zapisala. In to je naša država. Ali je res to naša država? Moja takšna ne more biti. In da ne bo več tako, smo vložili spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in zanj pobirali tudi podpise. Hvala vam, ker ste se vsi v tako velikem številu in zelo hitro odzvali naši pobudi. Sedaj pa od poslancev in poslank Državnega zbora upravičeno pričakujemo, da bodo upoštevali glas ljudstva, da ga bojo slišali,
da je prva pravica vnukov biti starimi starši, če ostanejo sirote. Kaj mislite? Je tako? O pomenu starih staršev za njihove družine priča podatek, da je kar četrtina vnukov v starosti od 1. do 3. leta v našem varstvu. To pomeni dnevno okrog 15.000 otrok vsak dan, če preštejemo še tiste, ki jih imamo, ker so bolni začasno. In vse to delamo gotovo zgolj iz ljubezni in z veseljem. A mogoče veste, da v Sloveniji živi 100.000 otrok v istem gospodinjstvu z vsaj enim od starih staršev? To so podatki statističnega urada. Torej 100.000 otrok je vsak dan vsaj z enim od svojih starih staršev v stiku. In to je ogromno bogastvo, tako za razširjeno družino, kakor tudi za ves narod. Papež Frančišek je pred nekaj dnevi rekel skupini starejših in starih staršev: vi ste spomin naroda, zgled ljubezni, predanosti in modrosti. Kako globoka je ta resnica, pričuje gospod Anton Pust, ki danes žal ne more biti z nami in je že kar v letih, preko 80 let. Pred nekaj dnevi mi je poslal pismo s svojim pričevanjem. Napisal pa je takole: če ne bi bilo starega očeta Antona Pust, rojenega 1875, bi bilo 6 Pustovih otrok iz Gorenjega Globodola po smrti staršev zaradi vojnega nasilja v juniju 1942 razdeljenih po drugih družinah. Stari oče je to preprečil. Pravi: dokler bom jaz živ, bomo ostali skupaj, čeprav bomo živeli v revščini in v vojnih časih. Ob smrti starega očeta leta 1952 se nas je 6 otrok zahvaljevalo njemu in Bogu, da nam je ohranil dom in družino. Tako gospod Pust. V gibanju za otroke in družine si smo tudi Bogu hvaležni za neizmerno ljubezen tega starega očeta in njegovih vnukov. Hvaležni tudi za dedka in babico koroških dečkov in za vse dobre in požrtvovalne stare starše našega naroda. No, večkrat sem danes že izgovorila gibanje za otroke in družine si. Na plakatih piše, na temle našem znaku je, vse posod. In seveda po znakih, ki jih nosimo mi običajno tudi na naših prsih. In zdaj je prišel čas, da naše gibanje predstavim tudi nekoliko bolj celostno. Vprašanje je, kdo smo in kakšna bo naša pot. Veliko se bere, da smo satelit. Pa se vprašamo, a je res? Mene zanima, kaj vi mislite. Tudi jaz bom odgovorila danes. Ampak preden odgovorim, bom povedala pravljico o nebesnih telesih. Pravljice skrivajo obilo modrosti, tako za najmlajše, kakor za starejše. Samo srcem jih moramo poslušati. Jaz imam pravljice še danes zelo rada. In ena najlepših,
ki govori prav o nebesnih telesih, je pravljica Frana Milčinskega Ježka o zvezdici Zaspanki. V tej pravljici, tako kot v resničnem življenju, opravljajo nebesna telesa pomembno delo za planet Zemljo. Prosim vas, da zelo natančno poslušate, zato ker boste na koncu dobili vprašanje. Jaz sem namreč dolga leta bila profesorica, še zdaj kdaj ta posel upravljam in na koncu je treba nekaj znati. Torej, kdo so ta nebesna telesa in kaj počno? Zvezdica Zaspanka je zvezda na nebu, ki povzroča zmedo na Zemlji, ker zamuja v službo zvezdice, kjer je glavna naloga uspavati otroke, voditi mornarje po morju in pomagati pesnikom najti prave rime. Je skoraj najmlajša zvezda na nebu, pravzaprav zvezdna deklica, stara komaj 3 milijone let. Ima dolge zlate lase, je pa zelo domišljava, saj pogosto sanja o tem, kako raste in raste, da bo postala večja kakor zvezda Severnica in da se bojo po njej usmerjali prav vsi ljudje. Ampak pogosto zamudi in zamudi službo. Zato jo kličejo Zaspanko. Je zelo neodgovorna in raztresena, zato jo doleti kazen, ki jo izuči, da se v službo ne prihaja prepozno, saj to povzroča prevelike posledice. Naslednje nebesno telo v pravljici je boter mesec. Kot vemo, je satelit in ima zelo težko službo. Je neke vrste zvezdni pastir, saj vsak večer šteje zvezde. Ker je zvezdica Zaspanka kar naprej zamujala službo, se je mesec odločil, da jo bo vzgojno kaznoval. Za 3 dni jo pošlje med pohlepne ljudi na Zemljo. In tretja pomembna oseba v tej pravljici je komet Repatec. Z žarečimi lici in ognjenim repom. Je kurir in pismonoša vesoljnega neba, ki leti hitro in kot ognjena črta reže nebo. Repatec poroča, da je zaradi zaspane zvezdice na Zemlji vse narobe. Saj otroci jokajo, mornarji se izgubljajo in pesniki ne najdejo več rimo na besedo lonec. Kaznovano zvezdico odnese na Zemljo na svojem hrbtu. V pravljici so tudi človeški liki, ki pa prav vsi za svoje usluge želijo plačilo. Pohlepni razbojnik Ceferin s kamnitim srcem pa želi še več kot plačilo. Zvezdico želi oropati, in sicer njenih zlatih las, ko bi zaspala, zato ji tudi ponudi prenočišče. Ampak zvezdica vztraja, da mora Ceferin še pred spanjem napisati pismo svoji mami in ga začeti z besedami ljuba mama. Ko jo Ceferin končno trudoma in mukoma izpiše, začne njegovo kamnito srce biti. Iz kamna se je srce pretvorilo v pravo, toplo, človeško srce. In Ceferina mine vse njegovo razbojništvo in pravi, nič ne bom pisal svoji mami, ker vrnil se bom k njej. In komet Repatec odnese zvezdico Zaspanko nazaj k sestram zvezdam in k botru mescu, na Zemlji pa postane spet vse lepo in prav. Tako govori pravljica o nebesnih telesih. No, in zdaj, dragi prisotni, vprašanje za vas. Kateremu od naštetih nebesnih teles je podobno gibanje za otroke in družine si? To bo test. Odgovor A pravi: zvezdici Zaspanki,
ki zamuja v službo in s tem povzroča težave na Zemlji? Odgovor B. Satelitu, botru v mesecu, ki uravnava red na nebu. In C. Kometu Repatcu, hitremu nebeškemu poštarju. Pravilen pa je en sam odgovor. In preden vam jaz povem rešitev, vam dam pol minute časa, da svojemu sosedu poveste, kateremu od teh treh je najbolj podobno gibanje za otroke in družine si. Torej, A. Zvezdici Zaspanki, B. Satelitu v mesecu in C. Kometu Repatcu. Lahko tudi stavite v korist gibanja za otroke, gre 1 evro, bo kar zadost. Tako, zdaj pa si povejte drug drugemu. No, vidim, da je razprava zelo živahna. Me kar veseli. In zdaj povem, jaz sama, vi boste pa primerjali. Torej, tisti, ki pravijo, da smo satelit, nimajo prav. Gibanje za otroke in družine si je kot komet Repatec. Njegova sled je neznansko dolga in daleč vidna. Zvezdni prah in svetloba iz začetka časov se ga drži. Na Zemljo nosi večna sporočila, da jih tu ne bi pozabili. Mi se menimo za človeka. Mi znamo pisati Božjo besedico ljuba, ki izhaja iz besede ljubezen. In naše srce ni kamnito, ampak močno bije. In danes sporočam, če smo komet, nosimo sporočila. Danes sporočam, da bomo spremenili slovenski zrak, ki je onesnažen s kristjanofobijo. Sporočam, da bomo branik staršev, otrok in razširjene družine. Da ne bomo dovolili, da se država vtihotapi v družino in spreminja moralno vzgojo naših otrok in podobo našega naroda. Upajmo si, je naše geslo. Upajte si biti z nami tudi vi. Podprite naše dvignjene roke, tako kot so podprli Mojzesove. Eno z leve in eno z desne. Samo tako bomo zdržali in zmagali. Upajte se biti z nami, stari starši, mame, očetje, z vašimi otroci. Hvala.